Takole, en hiter tehnični nasvet, kako si lahko s Screencast-O-Matikom, torej to je orodje, ki ga uporabljamo praktično za celoten proces kreiranja spletnih tečajev od začetka, ko delamo strukturo oziroma storyboard do na koncu, ko v bistvu snemamo in urejamo in tako naprej. In kako si torej s Screencast-O-Matikom pomagati, oziroma kako v Screencast-O-Matiku narediti podnapise, zdaj bodi si za video lekcije, lahko pa tudi, oziroma predvsem pa mogoče za neke kratke videe za socialna omrežja. Skratka, eno orodje, in ko se naučite uporabljati eno orodje, ko znate, ko greste čez en proces z mano, bom rekla, skozi proces kreiranja spletnih tečajev, dobite pravzaprav neke veščine, ki vam pridejo prav tudi pri kreiranju vsebin za družabna omrežja oziroma za edu-marketing. Takole, sem vzela en svoj video, ki sem ga posnela, te kratke videe, pa sem ga zablurala, zato da nas ne bo motila vsebina, ker se zdaj posvečamo na desni del ekrana, tako da v bistvu štartamo kar s tem, da kliknemo na gumb Edit. Potem pa gremo na Captions. Zdaj podnapise lahko dodajamo sami na roke, skratka začnemo tipkati iz štarta, tamle izberemo Blank Captions, pa samo začnemo, pač poslušamo pa tipkamo. Sem pa pred časom pogruntala, to je tako, ko imaš program, pa šele s časom pa odkriješ, kaj vse vsebuje. Skratka, ugotovila sem, da če ste na planu, napisanem na ekranu, to je približno tisti za ta drug plačljiv plan, imate tudi opcijo tako imenovanega speech to text, torej govor, ki ga spremenijo v tekst, in celo obstaja slovenščina. Tako da v bistvu izberete tukaj opcijo speech to text, pa zdaj pri meni je že izbrana ta slovenska verzija, vi pa boste najbrž imeli angleško ali neko, oziroma najprej pač poiščeš slovenščino. In pritisnemo Start. Torej, ko imamo izbrano speech to text slovensko opcijo, pritisnemo Start. In potem se začne dogajati en tak mali čudež, da se začnejo pojavljati neke besede oziroma neki napisi tukaj noter. Zdaj odvisno, koliko je dolg video, moj tale je 6 minuten, pa je trajal recimo par sekund, da se pojavi. Zdaj, kakor lahko gor vidiš, ta tretji odstavek oziroma tretjo sekcijo je zelo čudna, ne? Tako da tukaj bi res rada opozorila, da tekst naredi načeloma, je odvisno pač, koliko dober tekst naredijo, načeloma odvisno od tega, kako dobro vi govorite, ne. Zdaj, jaz imam sama včasih zelo hitim, ne, skratka, tam v tistih delih, kjer zelo hitim, pa zelo hitro govorim, potem tudi pač, bom rekla, tale software ne zna, tudi ta, recimo, umetna inteligenca ne zna dobro prebrati in zaznati mojega govora. Najbrž tudi, če imamo kakšna narečja, pa tako naprej, da bo prišlo majčkeno čudne variante. Skratka, tukaj res predlagam, ne, da ste potem, ko snemate, da ste pozorni, da govorite počasi, razločno, da ne uporabljate nekih čudnih besed. Je pa vsekakor, kljub temu, da meni pridejo ven takile čudni napisi, je meni kljub vsemu dosti lažje popravljati te obstoječe napise, ker pač imam neko vodilo, kje in kaj se ta, bom rekla, specifični del teksta nahaja, pa tudi v tistem tekstu načeloma večinoma pridejo, bom rekla, dosti dobri prevodi oziroma dosti dober ven izplen pride, da lahko napišem, da popravke lahko naredim dosti na enostaven način. Zdaj, da lahko posamezen delček poslušamo, enostavno tamle pritisnemo tale puščico oziroma en tak trakec oziroma play in poslušamo ta posamezni del. Lahko ga poslušamo do konca, zdaj pri takih kratkih delih to poslušamo do konca in takoj potem natipkamo. Pri daljših delih pa seveda lahko vmes pritiskamo pavzo in v bistvu prevajamo oziroma popravljamo posamezne delčke. Tukaj lahko tudi vidiš, ne, pač nekateri deli so res zelo dobro narejeni, ne, pri nekaterih je pa potrebno kar veliko popravkov. Tukaj spodaj tudi lahko vidiš, se potem takoj tudi sproti že pojavljajo podnapisi, so pa res kar dobro usklajeni. Skratka, zato tudi jaz rada uporabljam to opcijo text to speech, zato ker pravzaprav te tekste vseeno že pozicionira dosti dobro in ni potrebe pol, da bi prilagajali
bom rekla, čas, prilagajamo besedilo. No, tako da meni osebno iz moje izkušnje je, da lažje popravljam narobe povedano besedilo, kot pa da iščem na časovnici, kam pašejo vsi ti popravki oziroma kam umestiti besedilo.